Dobro večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ni bil potres, Janši je ego padel iz postelje. Nesreča nikoli ne pride sama in ko so se Hrvati takole zahvaljevali za nesebično sosedsko pomoč v potresu, je mlada in že nagrajena Večerova novinarka Klara Širovnik tvitnila, da ni bil potres, ampak Janša. Reakcija urednika Večera Matije Stepišnika je bila predvidljiva. Odličen človek in odlična novinarka. Vi pa gledate 105. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali prvi teden Janševe vlade. Po čem si bomo najbolj zapomnili prvi teden Janševe vlade? Kako gre Janezu Janši in ekipi v njegovem tretjem poskusu, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja, dr. Igor Lukšič in magister Bernard Brščič. Toplo pozdravljena. Dobar večer. Igor, Bernard, po čem ali pa po kom, kakor želita, si bosta vidva zapomnila prvi teden Janševe vlade? Jaz si bom zapomnil potem, da je končno slovenska država začela delovati, po proaktivnosti, potem, da je nova vlada izkazala namen, da obračuna s to veliko nevarnostjo širjenja epidemije koronavirusa in se odzvala proaktivno. Da je cela vrsta ukrepov, po mojem, pravilnih, od tega delnega lockdowna države, ki vključuje ukinitev javnega prevoza, javnih prireditev, zaprtja šol, hkrati pa ni šlo v 100% zaprtje oziroma karanteno, se pravi, da imamo državljani še vedno možnost kupovati življenjske potrebščine. Skratka, nek preudaren pristop, hkrati velika proaktivnost zlasti samega predsednika vlade, tudi njegovi ministri so se po mojem izkazali. Res pa je, da tisti, ki dela napake in v tem tednu jih je bilo nekaj, zlasti na področju komunikacije z javnostmi, ampak kot rečeno, vprašanje je, kaj je ideal. Ali je ideal nek optimum, ki ga filozofi, vladarji artikulirajo, ali je primerjava gospod Dončić iz Šmarce pri Kamniku, ki bi v teh razmerah oziroma je v teh razmerah popolnoma zamrznil. Jaz pravim samo to, Bogu hvala, da je gospod Šarec odstopil konec januarja. Fino bi bilo, če bi odstopil še mesec prej. Najbolje pa, če te agonije Šarčeve vlade ne bi izkušali kar 18 mesecev. Igor, kaj ti praviš? Po čem si ti zapomnil najbolj prvi teden? Ta koronavirus je in ukrepi so določili ta prvi teden. Nekako se je izkazalo, da ta dinamika, ki jo vidimo tudi pri drugih državah, kako se poostrujejo ukrepi. Pri nas je ravno ta največja zaostritev ukrepov padla glih z nastopom nove vlade, se pravi, stara vlada je ob izteku še zapirala šole in potem nova še naprej ustavila promet in ta javni in tako naprej. Tako da to je slučajno sovpadlo. Zdaj tisto, kar lahko tudi vidimo, na kar zlasti levi del zelo ostro reagira, je povečana stopnja avtoritarnosti. Ampak to je nekaj, kar je vezano na krizo in na način odločanja v času krize. Tako da to dvoje sovpada in zdaj se pripisuje predvsem Janševemu značaju in značaju desnice, da izhaja to iz tega. Mogoče en majčken del, barva bi bila lahko drugačna, recimo, če bi to delala kakšna druga vlada, ampak je pa nujno, da je do tega prišlo, da do tega prihaja, ker to, kar smo mi v Sloveniji naredili z izvršno oblastjo, da smo jo popolnoma odvzeli kakršnokoli oblast na vseh ravneh, se pravi od dekana, rektorja, ministra, predsednika vlade, predsednika države, če hočete, tudi nazadnje sodnika, se pravi vseh teh inštancah, ki bi se morale odločati
predno pride v neko veliko razpravo in potem na koncu do nobene odločitve. To je bilo blagodejno za ta sistem, to se bo dolgoročno pokazalo kot blagodejno, je pa seveda neugodno, ker je zadeva spremljena prek teh tweetov, obračunavanj in se potem ta glavna linija spremembe izgubi. Zdaj, jaz osebno sem si najbolj zapomnil, bom kar povedal iskreno, to telovadbo s plačami. Najprej smo doživeli en šok, ko je pač vlada uvrstila v plačne razrede državne sekretarje v ministra in jih je uvrstila v višji plačni razred, kot so ga bili deležni pač prejšnje vlade, prejšnja ekipa. Edino predsednik vlade Janša se je uvrstil, pa je bil uvrščen v isti plačni razred kot njegov predhodnik Šarec. No, 2 dni potem, ko je ta vihar se prvi sprožil, je pa bil kontravihar, ko je pa Janša napovedal 30% znižanje plač vsem funkcionarjem. Kaj vi da pravite na to? Jaz mislim, da je bilo zvišanje plač za 2 plačna razreda komunikacijska napaka. Res je sicer, da ministri delajo po mojem dobro, da si marsikateri zasluži tudi 64. plačni razred, se pravi 8% povečanje, vendar v teh razmerah, ko cela vrsta naših sodržavljanov živi v negotovosti, v tveganju soočenja z izpadom dohodka, je to strel v koleno. Dejansko je potrebno upoštevati, da vlada mora voditi z zgledom in ustvariti občutek, da smo vsi v istem čovnu. Zvišanje plač za 2 plačna razreda je bil zame fopa, napaka, vendar potem predsednik vlade čudežno se reši iz te zagatne situacije, ki jo je po mojem sam ustvaril, v celoti nepotrebno, z vrhunskim šahmat potezo Levici, ko je znižal plače za 30% političnim funkcionarjem. Res je sicer, da bo to imelo določene nenameravane posledice, da bodo visoki državni uradniki, kar naenkrat, ki nimajo status političnih funkcionarjev, imeli višje plače kot ministri in državni sekretarji, ampak mislim, da gre za vrhunsko, zelo inteligentno potezo, kjer je zaprl usta vsem tistim, ki so ga obtoževali, da njegova ekipa skrbi zgolj za polnjenje lastnih žepov. 30% znižanje je opazno znižanje in signalizira, da je situacija resna, da se tega zaveda in da je vlada pripravljena zategovati pasove. Komunikacijski šum, gotovo, ampak po mojem vrhunska na koncu dneva rešitev predsednika vlade. Igor, to je skoraj tako kot na univerzi, kjer ima rektor najnižjo plačo, ali kako? Ja, sorazmerno nizko v primerjavi s tem, kaj ima recimo v primerjavi z rednim profesorjem ali pa s drugimi. Zdaj, ta greh s temi plačami funkcionarskimi in ministrskimi v razmerju recimo do plač poslancev je iz leta 2008, ko se je delala reforma, se pravi prva Janševa vlada, ker so takrat naredili vse, samo niso rešili še teh funkcionarskih plač. In takrat so to pustili za odlog, ker so bili prepričani, da bojo še dobili en mandat in da bojo potem to postopno reševali. Se pravi, pred volitvami niso hoteli plače postaviti tako, kot so imeli namen. In to je gotovo en problem v Sloveniji. Mi imamo tak zelo slabšalen odnos do politike in politikov, ampak hkrati s tem, ko jih ne plačamo toliko, da bi bilo to v nekem sorazmerju, recimo tudi z drugimi evropskimi državami in z menedžerji in tako naprej, imamo potem tudi priliv tovrstnega kadra, ki enostavno težko gre iz nekih direktorskih ali dobro plačanih mest v civilni družbi potem na ministrske položaje. To je ena zadeva, ki je zelo slaba. In potem se izkazuje v tem primeru, kot je zdaj pri Janši. Janša ima tle prav, on je umestil, vsak minister, ko pride, na začetku mora dobiti nek plačni razred. In pač on jim je dal najvišji plačni razred, kar pomeni 2 več, kot je imela prejšnja vlada.
se pravi, on ni nič povišal, se pravi, tudi ni šlo za komunikacijski šum. Tle je šlo samo za interpretacijo tistih, ki so iz tega naredili veliko zgodbo. In to se mi zdi, da je enostavno bilo nekorektno, oziroma ne, da mi lahko govorimo o korektnosti. To je recimo stališča nove opozicije, je to bila dobra poteza. In potem Janševa poteza, da je pa plače zdaj s plačami šel za 30%, se mi zdi pa vseeno je prehudo, ker vendarle to pa ni korektno do ljudi, ki jih je povabil v ekipo. On jih je povabil v ekipo za en soliden denar. Jaz se spomnim, ko smo mi prišli, je Pahor tudi prva stvar, ki jo naredil, je znižal plače, toliko, kar je lahko takoj kot predsednik vlade in potem še ne vem, par razredov, koliko je šlo, ampak se je nekako dalo ob vseh teh napetostih, ki jih moraš preživljati kot minister, preživeti. To se mi zdi, da je pa preveč in nekako ni korektno. No. Zdaj, kaj te oscilacije po vajnem mnenju pomenijo? Po eni strani smo videli zelo veliko negativno reakcijo javnosti ob zvišanju oziroma uvrstitvi v više plačne razrede teh ministrov, državnih sekretarjev. Po drugi strani zdaj, ko pa je šlo za 30% dol, pa ne vidimo nekih, da bi kdo posebej glasno aplaudiral. Ne? Gre za problem medijev glavnega toka oziroma medijskega kartela od Pop TV-ja, RTV, SLO, Dela, Dnevnika, Mladine, Reporterja, skratka medijev globoke države, ki praktično vodijo že 9 dni trajanja nove vlade, praktično dnevno atakirajo, napadajo z vsemi sredstvi novo vlado. Pri tem grejo tako daleč, da problematizirajo ukrepe, ki grejo v prid blaginje in varnosti vseh slovenskih državljanov. Zlasti nacionalna televizija se je v zadnjih 14 dneh spremenila v agitprop stroj ekstremnih levičarjev, ki po mojem škodi mentalnemu zdravju slovenske nacije. Se vemo o tej pristranosti nacionalne televizije, ki gre daleč nazaj, ampak v teh težkih razmerah bi morala nacionalna televizija se osrediščiti v zagotavljanje varnosti v času epidemije, ne pa vodenju nekega frakcijskega političnega boja z vlado, ki praktično šele začela vladati, kje je pravilo 100 dni. Se upravičujem, Bernard, tukaj te moram žal prekiniti. Pri pravilu 100 dni bomo si pogledali po oglasih, kaj je s tem pravilom in nadaljevali s komentiranjem, kako se je v prvem tednu izkazala Janševa vlada. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Bernard Brščič. Pogovarjamo pa se o tem, po čem si bomo zapolnili prvi teden Janševe vlade. Bernard, preden smo šli na oglase, si končal ravno pri 100 dnevih miru, ki bi jih naj imela vsaka nova oblast. Izvoli, nadaljuj. Ja, spodobilo bi se in zlasti mislim, da je neokusno, da to vojno vodijo aktivisti, zaposlenci nacionalne televizije, ki jih je kar 2300, ki so dobro plačani in bi pričakoval, da so usmerjeni v informiranje, ne pa v nek agitprop. In mislim, da bo to ena izmed prvih ukrepov nujnih za normalizacijo mentalnega zdravja slovenske družbe, da bomo dobili spodobno javno televizijo, ki bo vitka. Naj spomnim, da ima slovaška nacionalna televizija ob enkrat več prebivalcih samo 300 zaposlencev in da skratka bo tudi ta kriza spremenila vse razmere v družbi. Zato se mi zdi morda ta ukrep 30% znižanja res drakonski in ga bodo ministri in državni sekretarji ter ostali politični funkcionarji zelo čutili, vendar zelo pomemben učinek signala v času, ko bo potrebno res zategovati pasove. Zavedati se moramo, da nas vsak dan tega
lockdowna, se pravi ugasnjenja Slovenije, stane po mojih izračunih okoli 110 milijonov evrov, tako da praktično milijardo smo že pokurili. To pomeni, da če je vse ostalo nespremenjeno in izidemo iz tega ven naslednji teden čudežno, da smo že v recesiji in da je potrebno se pripravljati, da bo letošnje leto verjetno najslabše po letu 1991. Jaz ocenjujem, da bo padec BDP-ja letos med več kot 5%, upam, da manj kot 10%, se pravi tam reda velikosti, kot je bil leta 1991, minus 8,9%. Skratka, ljudje se morajo zavedati, vsak tak dan pasivnosti države stane. Boj s koronavirusom stane in mislim, da bo v naslednjih tednih ekonomski del vedno bolj pomemben. Tako da si ne predstavljam, da bi lahko nadaljevali mesece v takšnem stanju popolne pasivnosti. Ja, zdaj, ekonomisti, s katerimi sem se jaz pogovarjal, so rekli, da bomo na koncu itak vsi približno 30% najmanj povprečno izgubili na osebnem dohodku, ampak recimo, Igor, avstrijska vlada, pa se tudi sooča z epidemijo koronavirusa, si je pa povišala plače, pa tam ni bilo nekih negativnih odzivov javnosti. A misliš, da je to zaradi drugačne politične kulture v Avstriji ali enostavno tega niso niti opazili? Gotovo je druga politična kultura. Pri nas iz vsakega minimalne zgodbe naredimo škandal. Intenziteta odnosov v takem mehkem narodu je pač bistveno večja in tle si ne moramo kaj dosti pomagati. Zanima me vajino mnenje, kako se pa recimo sam predsednik vlade Janez Janša drži, se upravičujemo za tole. Janez Janša, kako se drži, ker največ ljudi je recimo glavno razliko videlo ravno na mestu predsednika vlade, se pravi med Marjanom Šarcem pa med Janezom Janšo. Pa me zdaj zanima vajino mnenje, ali je Janši po vajinem mnenju že kaj žal, da je prevzel vlado zdaj v teh razmerah ali ne? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da on doživlja svojo drugo pomlad, svojo novo priložnost po letu 1991, po zgubljeni priložnosti 2004-2008, kjer ni dostavil tistega, kar smo pričakovali, in mislim, da je on pravi človek v pravem času na pravem mestu, tako da domnevam, da v tem tretjem poizkusu vladanja zelo uživa, da je dobesedno res mu uspelo priti v pravo situacijo. Gre za vrhunskega kriznega menedžerja, za človeka, ki se zna odločati, ki sicer dela tudi napake, ne nazadnje je to človeško, ampak če ga primerjamo z Marjanom Šarcem in Janeza Janšo, če bi imel obratno situacijo, bi se jaz držal za glavo, tako pa mislim, da pelje stvari v pravo smer, dela napake seveda, ampak tisto, kar mene navdaja z optimizmom, je to, da je pripravljen sprejemati odločitve. Upam, da potem tudi odgovornost, kajti ta ekonomska cena bo strašljiva na koncu. Bo sanacija bank, bo proti temu zelo opomba skoraj pod črto. Govorimo res o ekonomski kataklizmi, ki nas v letošnjem letu, kjer praktično pomeni kolaps turizma, kolaps transporta. Če se ne bomo zelo hitro odbili, oziroma kdor misli, da mi tako lahko nadaljujemo še 3 mesece, jaz moram reči, da to ni izvedljivo, ampak v vsakem primeru mislim, da Janša, da mu ni žal, kot domnevam. Igor, je to za Janšo popolna repriza leta 1991, so vendarle kakšne razlike po tvoje? Leta 1991 je imel eno močno predsedstvo, imel je Bavčarja, imel je po eni strani tudi Peterleta, ki je pač z nekim čez drugačnim stilom bil zraven. Predvsem pa predsedstvo, ki je umirjalo situacijo. Zdaj Janša je problematičen v toliko, ker je hiperaktiven
In tudi zdaj vidimo, da odkar je dobil to orodje, ki se mu reče tweet, ne se ukvarja z izjavami na televiziji, kakšni intervjuji bojo, to je popolnoma odveč in to bi si lahko dal na stran, saj za čas krize, če že potem ne bo mogel. Tisto, kar je problem in kar Bernat opozarja, je nekaj, kar bi vlada zdaj morala začeti razmišljati. Če so oni nabijali prej skozi, kako prejšnja vlada ni predvidela situacije, ki smo zdaj v njej, pa ta vlada se ne ukvarja s situacijo, v kateri bomo čez en mesec, 2, 3 in tako naprej. In seveda se ji ni treba, ker ima zdaj prioritete, so tele, predvsem ta zdravstveni ozko grlo na intenzivni. Ampak, če hočemo Slovenijo kaj narediti, je treba računati na porušenje socialnih razmerij. Ne? Mi zdaj se bojo organizirale razne iniciativne skupine, med drugimi tudi kriminal. In ta kriminal bo treba znati nekako reševati. Trump predlaga povečanje pristojnosti sodnikom in tako naprej. Kako bomo mi to reševali? Mi smo podhranjeni na policiji, na sodiščih imamo velike probleme. Se pravi, v tem represivnem delu, ki naj bi delal zdaj v korist recimo navadnih državljanov, tistim, ki bojo prišli ukrasti zadnji kos kruha, mislim, če sem malo patetičen. Ampak to je treba zdaj razmisliti, kako bomo mi to družbo reševali. Ne? Za ekonomijo, recimo, da ima neko ekipo, za vprašanje družbe in teh zadev pa nima. Bi pa morali nujno sestaviti, če bi hotel se s to državo ukvarjati tudi potem, kaj bo po enem mesecu. Ampak kako bomo to naredili, Igor, če že imamo cel teden praktično debato o tem, ali bi dali pooblastila vojski, da lahko vsaj na varovanju meje državne nadomesti policijo, da bi se mogoče policija ukvarjala tudi s tem, o čemer ti govoriš, pa ne vem, če smo že kaj bliže temu, da bo ta odločitev tudi na koncu sprejeta v državnem zboru. Vemo, da rabi vlada 2/3 večino za to. Ja, jaz mislim, da ena stvar je ta ideološka zgodba in strah pred Janšo, o katerem smo z Bernardom že govorila zadnjič. In seveda po eni strani imajo ljudje svoje upravičene razloge, da se Janše bojijo in marsikaj. Po drugi strani je pa vendarle neka racionalnost, ki jo je potrebno to upoštevati v teh kriznih razmerah. In seveda vojski ne moreš kar tako dati pooblastila, ampak je pa treba imeti to vendarle, tudi če ne bo šlo skozi v tej prvi rundi, to treba imeti nekako v zavesti. Predvsem pa začeti s treningi posameznih skupin. Ne samo, da se rekrutira, pa da se ljudi straši s tem, da bo vojska prišla na ulice, ampak da si pripravljen na to, ne da tvitaš, ne vem kam, da se začnejo sprožati procesi, kjer bojo tudi ti najbolj represivni deli države pripravljeni, če bo treba, ne pa da se jih takoj vrže na ulico. Ne. Bernarda, se je po tvoje ta anti-Janša sentiment zdaj zmanjšal zaradi epidemije koronavirusa ali se je mogoče celo ukrepil? Ne, povečal se je. Jaz mislim, da dejansko so te stekli psi novinarski dobesedno pobesneli. Oni čim vidijo kot predsednik vlade, se strgajo z verig. Molčali so 18 mesecev te agonije Marjana Šarca. Ne samo molčali, v bistvu ga kovali v zvezde. Zdaj pa kar naenkrat v 9 dneh že pozivajo na to, da naj Janša odstopi, kot je recimo primer novinarja Dnevnika Zorana Potiča. Mislim, kje mi živimo? Imamo legalno, legitimno izvoljeno vlado sredi nacionalne krize in se mi zdi to čista katastrofa. Je pa res, da Janez Janša predstavlja strah za parazite, nevladne organizacije, ki so se
v zadnjem desetletju razbohotile, cuzajo po 900 milijonov proračunskega denarja, razni mirovni inštituti, razne strokovnjakinje za seks z roboti, razne nosečnice v raztrganih slovenskih zastavah. Za te je, upam, Janša res nemesis in da bo po koncu tega koronavirusa vzel v roke rdeč flomaster, ugotovil, da je slovensko gospodarstvo na psu, ker tja gremo, in pogledal, kje pa imamo rezerve. Rezerve imamo v teh nevladnih organizacijah, v direktoratih, svetih, inšpektoratih, skratka v tej institucionalni zamaščenosti, in vsaka kriza je priložnost za ponovno rojstvo, za to, da slovensko državo, ki smo jo zgradili na slabih temeljih, začnemo ponovno graditi. Tistega poslanstva iz leta 1991, ko smo vsi mislili, da bo Slovenija podalpska Švica, nismo uresničili. Zdaj je priložnost, kriza je priložnost in seveda vsi te paraziti se bojijo, da bi Janša kaj naredil. Jaz sicer mislim, da si ne bo drznil. Lakmusov papir bo gotovo status Televizije Slovenije oziroma plačila obveznega prispevka. Jaz si bi želel, da bi končno prišlo do normalizacije in ukinitve obveznega plačevanja, potem tega, da bodo ministrstva enostavno pogledala, kaj je primarna naloga države in da nehajo sofinancirati protidržavne, protislovenske nevladne organizacije. Ja, Igor, kako po tvoje Janša prenaša to medijsko poročanje, te napade, o katerih govori Bernard, kot je že omenil, novinar Dnevnika Zoran Potič po manj kot 10 dnevih, ko je Janša na oblasti, že piše, da bi se moral posloviti. Ja, tu vidimo, da so razmerno težko, ker se potem gre v te individualne spopade, ki so popolnoma, po mojem mnenju, neprimerni. Ima zdaj šanso, da vendarle bi nastopil kot državnik in bi s tem tudi te razne povode za prestrašenost bistveno zmanjšal. Tu pa se gre neko retoriko zelo zaostreno, ki jo lahko pusti svoje televiziji ali pa komorkoli drugmu, vse je teh ljudi dost, ki se lahko oglašajo s temi stališči in ni treba, da bi on z njimi prihajal. Tako da po drugi strani ga pa tudi razumem. Vsak, ki se loti neke zgodbe, ne glede na to, je to Janša, kdorkoli verjame v to, da ima prav, da dela v dobri veri, in potem seveda težko razume vsakega, ki ima 5 minut časa, da se vanj ga briše čevlje. No, je pa recimo na tweet nekega uporabnika Twitterja, ki mu je zaželel, da bi bil pozitiven na koronavirus, je pa Janša odgovoril, da je pozitiven ne na virus, in da mu tega ne zameri. Tako da mogoče na vsakega res ne plane. Ampak Bernard, koliko poslušam zdaj Igorja, se mi skoraj zdi, da bi bilo boljše, če bi Janša njega angažiral za uradnega govorca kriznega štaba namesto Jelka Kacina. A si ti pričakoval, Bernard, da bo na področju komuniciranja vlada imela toliko težav? Očitno res, če Janša že na nek način v narekovajih uživa zdaj, ko je v teh kriznih časih usedlo, pa pri Jelku Kacinu nimamo ravno tega občutka, da bi posebej užival, ne? Res je, jaz nisem pozdravil te poteze. Gre za politika, ki je imel celo vrsto afer od havbic izraelskih, smrti vojaka na Počku, povzročitve prometne nesreče, menda v vinjenem stanju, vidnega politika LDS-a, predsednika celo LDS-a, ampak jaz sem to razumel nekje v smislu spravaštva, v krizni situaciji, poizkus rekonstruiranja leta 1991 te ekipe. Če bi bil pa jaz, Janez Janša, bi pa ali Igorja ali pa tebe za komunikacijskega guruja najel. Dejansko obstaja komunikacijski šum, tudi odstavitev, mislim, da je bil VD Miro Petek, urada za komuniciranje. Ja. Meni se je Miro Petek vedno zdel možak na mestu in nisem ravno dobro razumel te poteze po tednu dni, zakaj so ga
zamenjali, ampak imajo že svoje razloge. Mislim, da je komuniciranje izjemno pomembno, da bi bilo pametno centralizirati komuniciranje, se pravi pooblastiti tistega, ki ne v imenu vlade pa kriznega štaba zastopa stališče, ne pa to, da razni Tonini hodijo na Odmeve razlagati o tem, kako je on zgubil nek kontakt z nekimi kamionđijami iz Bosne. Mislim, to verjetno, jaz nisem strokovnjak za komuniciranje, ampak ko to človek, državljan gleda, si ustvari občutek, da mogoče pa ta začetek komunikacijski ni bil najboljši in bi kazalo, ampak glede na to, da je vendarle vlada šele dober teden, sem prepričan, da bojo to zgladili. Je pa res, da v teh kriznih časih bi ta element bil, po mojem, zelo pomemben. Ja, zdaj, to je bilo ravno moje naslednje vprašanje. Ne? Igor, kako so ostali člani te Janševe ekipe sposobni Janši slediti? Ne vem, on je močna figura, ima izkušnje, več skoraj vsi ostali skupaj. A so mu sposobni slediti ali vidiš, da bo tukaj pač težava, da bojo tukaj šibke točke? Bernard je že omenil, ne, te Toninovo epizodo z maskami, pa potem njegov dvoboj s Počivalškom, kdo je zdaj odgovoren za te maske, ki jih nikoli ni bilo in tako naprej. Ja, to je gotovo velika težava, ki jo imajo ministri, ki pridejo iz poslanskih klopi ali pa ki sploh nikoli še niso bili. Jaz se tudi spomnim svojih prvih začetkov, ampak mi smo nekako takrat vedeli, da je minister tisto težko orožje, ki ga uporabiš takrat, ko je treba stvar premakniti iz neke mrtve točke. Ne pa, da greš razlagati namestnega PR-ovca na televizijo, kaj se dogaja z neko pritlehno zgodbo, ki si jo ti sicer mislil, da je strateška, ampak se izkaže, da ni. Ne. Ampak to je ta prvi teden, ne, če si v začetku sprašal, po čem si ga bomo zapomnili, si ga bomo tudi po tem, da so oseb mislili, da so bistveno boljši, kot se je izkazalo, zato ker niso upoštevali, da se ekipa mora uigrati, da ni kar tako, da ti samo z gostobesednostjo lahko, tako kot recimo zdaj v parlamentu, lahko prideš skozi, se pa tukaj ne da. Ne. To je treba cel kup postopkov vključiti, recimo, če ti v teh skoraj polvojnih razmerah prevažaš nekaj, kar je zelo redka dobrina, se ti lahko zgodi marsikaj, ne samo to, kar se je nam, še kaj drugega, ampak to je pač treba znati odpeljati. Tako da to bo gotovo Janša imel težave tudi v potem drugem delu mandata, ne, ko ga bo peljal proti koncu. Takrat pa seveda bo začelo vsaka stranka po svoje, eni so rinili v sredino, se z njim ne počutijo dobro, ne, eni bojo ugotovili, da mogoče ni to najboljše, ali pa bojo potem ugotovili, da je. To bomo še videli, to bo velika dinamika, ki nas še čaka. Tole me zanima, tale trojka na notranjem ministrstvu, minister Aleš Hojs, državna sekretarja Franc Kangler in Franc Breznik, mislite, da krepi ali umiljuje, zmanjšuje ta strah pred Janšo na področju represije? Na levici ga verjetno krepi, jaz bi pa želel, da bo ta trojka udejanila tisto, po čemer so bili znani, to se pravi zavarovala slovensko južno mejo in zagotovila, da bo Slovenija varna država. Če bi jih plačal po besedah, bi jih plačal zelo visoko in si zelo veliko obetam, zaradi tega, ker je dejansko recimo invazija nezakonitih migrantov iz Afrike, iz Levanta, velik problem. Zdaj se kaže, da je to ekonomski problem, da je to epidemiološki problem. Ne nazadnje, poglej, Aljuš, mi trije se več ali manj držimo načela ostanimo doma, minimiziramo socialne stike, kle pa stotnije oziroma tisoči nezakonitih migrantov prosto se sprehajajo po Sloveniji, kot da za njih slovenski zakoni ne veljajo. In upam, da bojo zlasti minister Hojs zelo rigorozno, da bo šel ta aktivacija 37.a člena, ki ga je danes, moram pohvaliti predsednika države,
tudi sam podprl, se pravi, da mi potrebujemo To je vojsko. redka priložnost, oprosti Bernard, da ti pohvališ predsednika države. Ja, redka, res, ker ni moja skodelica čaja, ampak dobre stvari rad pohvalim in to mislim, da je pravi ukrep, se pravi, vojska ne prihaja v mesta, ne prihaja v slovensko podeželje, ampak tja, kamor sodi, da zavaruje suverenost na naši južni meji. Igor, zakaj po tvoje, recimo, Aleš Hojs, on ni novinec v politiki, bil je tudi že minister, ve, ne more tega pozabiti zdaj v enem tednu, da je bil direktor Nove 24 TV, se pravi na nek način medijev blizu SDS ali pa kar medijev SDS, zdaj notranji minister, on recimo tvita o tem, pač, kaj bi mogla nacionalna televizija narediti, da ima preveč zaposlenih in tako naprej, ob tem, da je recimo notranji minister v času epidemije koronavirusa. Jaz mislim, da če mu že ni predsednik vlade odvzel Twitter računa, bi mu to moral takoj narediti, ker če kdo se nima kaj vtikati v te zadeve, je gotovo minister za notranje zadeve. On bi moral biti, to pa je treba recimo pohvaliti Poklukarja, ki je bil tiho ko miš in se je zelo redko izpostavil, razen če si ga od nekje ven potegnil. In to bi bilo verjetno tudi za njega dobro, da dela nekje kakšne strateške zadeve v tem smislu, kot je govoril Bernard, se pravi, da res vzpostavi nekako ali pa usmeritev postavi tako, da bojo ljudje še bolj delali to, kar so do zdaj. Predvsem bi bilo pa dobro, če bi imeli to modrost, da bi dal zraven enega, ki bi malo blažil to trojko, enega humanista, ki bi ga imeli tam zraven, da bi ga kaj vprašali, pa preverili, kako bi pa to vendarle speljali bolj humano. To bi bilo zelo dobro in to se mi zdi, da bi bilo tudi, ne bojo sicer noben ne bo tega dobro sprejel, ampak za boljši občutek v tej državi bi bilo to fajn. Zdaj, zanima me po vašem mnenju, zdaj ta opozicija proti Janši vidimo, kljub epidemiji ni nič kaj manj močna, kvečemo še bolj. Kaj vi da pričakujete? Pričakujete, da takoj, ko bo recimo dvignjena prepoved prostega gibanja, da bo že množične demonstracije ali kakšne reakcije pričakujete zdaj na tej strani? Demonstracije so že bile. Jaz, ko sem prihajal v studio peš, sem že videl demonstracije nekih čudnih ljudi, ki so prižigali sveče. Jaz, če se spomnim, lanskega 1. novembra so levičarji se zavzemali za prepoved prižiganja sveč, zdaj pa kar naenkrat na veliko neka prižiganje sveč, neka kolonada vozil z transparenti. Včeraj sem videl celo zlorabo luštnega border kolija, ki so mu pripeli nek protijanševski transparent. Skratka, pričakujem pravi stampedo anti-JJ sentimenta, pa ne po koronavirusu, ampak že danes. Jaz sem prepričan, tam sem videl na Trgu Republike nekaj ljudi zbranih, ne vem, ali bi se te ljudje radi okužili. Jaz mislim, da noben razumen se danes ne druži, če ni potrebno. Prav, na tej točki moramo za dan zaključiti, pa gotovo bo še priložnost, da se o tej temi pogovarjamo. Dr. Igor Lukšič, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil vladno-analitični 416. faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bomo komentirali prvi veliki paket ukrepov vlade za pomoč gospodarstvu. Predvsem pa ne pozabite, ostanite doma in ostanite zdravi.